Spoštovane obiskovalke, cenjeni obiskovalci televizije Celje, drage naše gledalke tedenske izdaje, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji. Seveda v spoštovanju izvajanja vseh ukrepov z namenom, da bomo ostali zdravi oziroma zajezili širjenje COVID-19, tudi tokrat v našem studiu z našimi gosti z maskami. In kaj se dogaja v Osrednji knjižnici Celje, nas je zanimalo, kako njihovo delo poteka v tem času, zato smo v studio povabili Polonco Bajc-Napret, ki bo nekaj več povedala o vsem tem. Vabljeni torej, da ste tudi ta večer v naši družbi. Tako, iz Osrednje knjižnice Celje je tukaj v našem studiu Polonca Bajc-Napret. Polonca, lepo pozdravljena. Dober večer. Seveda v duhu izvajanja vseh ukrepov tudi v Osrednji knjižnici Celje izjemno poudarjate ohranjanje medsebojne varnostne razdalje, nošenje mask v prostorih, razkuževanje, skratka vse ukrepe, ki se sploh pri obiskovanju javnih ustanov lahko še kako poznajo, ne? Res je, vse že od 15. maja, kar smo po zaprtju odprli knjižnico. Bralce nagovarjamo k tem, da seveda se pri vhodu takoj razkužijo roke, nosijo zaščitne maske in pa seveda spoštujejo varnostno razdaljo, kar je v knjižnici seveda možno, saj je prostor zelo velik. Prav tako smo pri vhodu namestili termokamere za merjanje temperature. Kot vemo, to ni obvezno, je pa seveda priporočljivo, kajti le tako, če bo vsak čuval nase, na svoje zdravje, bo čuval tudi na druge. Tako da naši bralci se tega držijo, seveda tudi zaposleni, namreč nismo imeli še nikoga okuženega v vsem tem času. Tako da seveda ni tako pestro, ni tako živahno, kot je bilo v preteklosti. Bolj žalostno vzdušje, namreč tudi zdaj, ko ni šolarjev, ampak seveda mi vsi upamo, da se bodo zadeve čim prej postavile na svoje mesto in da bo knjižnica ponovno zaživela tako, kot je živela prej. Tako, takšno kot je njeno poslanstvo, v tem duhu. No, od 15. maja si omenila, je vse skupaj se začelo ne samo zaostrovati, ampak takrat smo spet lahko začeli nekako normalno živeti, seveda ob spoštovanju vseh ukrepov, priporočil. Kako ste se v knjižnici znašli takrat? Zdaj vmes je bila knjižnica zaprta, potekalo je samo vračilo gradiva, ne? Potem pa kakšnih dogodkov poletnih pa ni bilo toliko, kot smo jih bili z vaše strani vajeni, kar je seveda razumljivo, ampak vendarle, kako ste se organizirali takrat, v poletju na primer? Ja, poletje res ni bilo tako živahno kot v preteklosti. Odpovedani so bili vsi večji dogodki, koncerti, gledališke predstave. Izvedli smo festival izrekanja, seveda tudi polovico preko spleta. Nekaj dogodkov se je preselilo na splet, tudi že prej smo te virtualne literarne kavarne nekako splet izkoristili s pridom in izvedli 6 teh literarnih pogovorov, ki so bili tudi zelo dobro sprejeti, veliko ogledov je bilo in pa tudi eno potopisno predavanje smo pripravili preko spleta. Sicer pa poletje, lahko rečem, večjih prireditev ni bilo, tudi otroških dejavnosti, kot smo jih bili vajeni, nekaj malega likovne delavnice z Dolores Ponoš, sicer pa tudi ni bilo toliko prijav, namreč ljudje so precej pazljivi, morda res ne hodijo in ne uporabljajo teh storitev, če res ni nujno potrebno. No, septembra pa nekako smo že mislili, da se stvari postavljajo na pravo mesto. Začeli smo tudi z vpisom za Univerzo za tretje življenjsko obdobje, ki je potekala v mesecu septembru in zdaj v oktobru, ko naj bi se tečaji začeli, smo po dobrem tednu morali ponovno vse odpovedati. Naj povem, da se je letos včlanilo v našo univerzo okrog 430 upokojencev in pripravljenih je bilo skoraj 40 krožkov, ki pa bojo zdaj začasno morali malce počakati. Tako da prireditve smo s prejšnjim petkom tudi, bom rekla, odpovedali, kar je bilo planirano. Imeli smo v našem načrtu zdravstvena predavanja, ki jih pripravljamo v sodelovanju z društvom 2. Potem smo imeli pravljične urice in pa seveda potopisna predavanja ter, kot sem omenila, dejavnost Univerze za tretje življenjsko obdobje. To pač trenutno ne deluje in upamo, da bo
v naslednjem letu, sicer pravijo, da že prej, ampak verjetno bo pri prireditvah zaradi vseh teh omejitev treba malce počakati. Mi imamo na voljo dve večji dvorani, to sta Študijska in Levstikova dvorana. In po vseh teh priporočilih oziroma po teh ukrepih gre v našo dvorano cirka med 20 in 25 ljudi, kar je precej malo za takšne prireditve. No, naj povem še, da smo tudi dan raziskovalcev zadnji petek v septembru uspeli delno izvesti, to se pravi, je bilo 25 obiskovalcev in okrogla miza, ki smo jo pripravili, to je seveda organizator Regijsko študijsko središče. Sicer pa verjamemo, da se bodo zadeve hitro postavile na svoje mesto in da bodo prireditve potekale tako kot v preteklosti. Mi smo bili navajeni seveda, da so bile naše dvorane vedno polne, tako tudi knjižnica pri Mišku knjižko je bohtela od živahnih otrok, danes je pa situacija drugačna. Ampak seveda jaz ne želim, da bi naši bralci ostali brez dobrega branja. In jih kljub vsem tem ukrepom v knjižnico vabim, seveda, da spoštujejo, tako kot sva že na začetku omenili, vse te ukrepe, maska, razkuževanje, razdalja in lahko pridejo po dobro knjigo, tako v knjižnico pri Mišku knjižko kot na ostale oddelke. Tako, se pravi, zdaj, če se odločimo, odprti ste normalno, tako kot ste bili, delovni čas knjižnice je ustaljen zaenkrat še, ne? Tako, delovni čas je ustaljen od 8. do 19. ure in ob sobotah od 8. do 13. ure. Vse poteka normalno. Priporočljivo je, da se v knjižnici ne zadržujejo ljudje predolgo časa, zato so na voljo naši knjižničarji, ki svetujejo, ki takoj pomagajo poiskati gradivo. Deluje tudi naša knjižnica na obisku. Za vse tiste, ki pa morda so le malce skeptični in se izogibajo obisku raznih prostorov zaprtih, to so predvsem starejši, ki že tako in tako sodijo v te rizične skupine. Tem seveda predlagamo, ali pošljajo koga drugega ali nas pokličejo. Mi jim knjige lahko pripeljemo tudi domov, jih pustimo lahko tudi pred vrati, tako da ni noben problem, da bi kdo v tem času ostal brez branja. Smo pa seveda pred morebitnim zaprtjem, če bi do njega, seveda upamo, da ne, ampak če bi do njega le prišlo, seveda zelo dobro pripravljeni. Bistveno bolje, kot smo bili marca, ko je bilo nekako treba skoraj... Marca je bila ena izkušnja, na podlagi katere ste zdaj mogoče najbolj pripravljeni. Takrat so zadeve hitreje potekale, nismo bili pripravljeni, zgodilo se je praktično čez noč. No, sedaj pa že nekako imamo ves načrt pripravljen, kako bi stvar potekala, če bo do tega prišlo. Namreč knjige bomo še vedno izposojali. Seveda ljudje se ne bodo morali po knjižnici sprehajati, vendar bo tako imenovana drive-in knjižnica, če lahko temu tako rečem. Naročili bodo lahko gradivo preko aplikacije Moja knjižnica, po telefonu, preko elektronske pošte. Mi bomo v vrečke gradivo pripravili, jim ga zadolžili in potem ga bodo lahko na določenem mestu prevzeli. Tako, prevzeli. Seveda pa predvsem spodbujamo tudi uporabo naših elektronskih baz podatkov in naše elektronske knjižnice Biblos. Tukaj se nahaja skoraj 2000 naslovov, tako da nekaj je. In aplikaciji Biblos se je pridružila tudi nova aplikacija, to pa je Audibook. Gre za zvočne knjige, tako da trenutno promoviramo tudi te. In pa seveda baze podatkov z različnimi področji, gospodarskimi, pravnimi, medicinskimi. Tem se je pred kratkim pridružila tudi ena brezplačna aplikacija Moj mojster, ki vsebuje več kot 800 različnih člankov z področja arhitekture, urejanja vrtov, gradnje, tako da pride prav tistim, ki imajo morda košček zemlje in najdejo kakšne koristne informacije tudi tle. Se pravi, če bo prišlo do tega, osrednja knjižnica Celje vseeno vabi k svojemu obisku oziroma k izposoji knjig, kar je tisto vaše glavno poslanstvo, poleg seveda tega, da ste v zadnjem letu zelo začeli še bolj pripravljati vse družbene dogodke, prireditve, v sklopu vaših dejavnosti. V redu, zdaj nekaj časa tega ne bomo mogli obiskovati, ampak ste pa že nekatere
vsebine, te zabavne oziroma družbene, prenesli tudi na splet, a ne? Tudi lahko preko spleta vas mogoče zdaj še kaj spremljamo? Ja, mi smo tudi v pripravljenosti, da bomo nadaljevali z našimi literarnimi virtualnimi kavarnami. Se že dogovarjamo za te pogovore z raznimi literarnimi ustvarjalci. Seveda je to, bom rekla, kot neka odlična alternativa v tem času, ko ne moremo v živo prisostvovati na dogodku. Čeprav osebno menim, da seveda tistega stika ali pa tistega doživetja, ki ga človek doživi na nekem literarnem dogodku, ko lahko kaj vpraša, ko posluša, seveda ne moremo nadomestiti. Ampak v tem trenutku je pač to, bom rekla, najbolje, kar lahko in se že pripravljamo, tako da jaz planiram, da v naslednjem mesecu, mesec november je nekako mesec splošnih knjižnic, 20. novembra praznujejo splošne knjižnice svoj dan in takrat jaz mislim, da bomo mi že pripravili lahko prvi dogodek. Če pa še v decembru ne bo možno izvajati, bo pa prav tako naša bralna značka z branjem do zvezd. Mi vsako leto pripravimo 3. decembra, okrog 3. decembra, ko obeležujemo ta veseli dan kulture, zaključno prireditev naše bralne značke z branjem do zvezd za odrasle. In letos imamo že vse pripravljeno, dogovorjeno, skritega gosta, če lahko tako rečem. Ampak, če bodo ti ukrepi, seveda se bo tudi ta prireditev na nek način morala preseliti na splet. Vsi, ki pridno berejo, ki oddajajo zloženke, seveda ne smejo ostati brez glavnega dogodka. Tako, absolutno. Pa ste zdaj v tem času opazili, da ljudje so sprejeli zdaj to spletno sodelovanje z vami? Verjetno so kar lepo sodelovali oziroma... Ja, zdaj težko je pravzaprav to meriti. Mi vemo, da vsak obisk šteje, vendar koliko ta obisk traja, pa težko vidimo. Tako da tisti, ki so naši redni obiskovalci, ki nas stalno spremljajo, so seveda to sprejeli zelo dobro. Je bilo to krajši čas, tako da jaz upam, da se bodo ljudje tudi še navadili na tak način sprejemanja raznih informacij in pa seveda raznih teh dogodkov. To je zdaj nekaj časa, bo kar realno stanje verjetno, se bo treba kar prilagoditi temu. Še večina, mislim, da pravzaprav smo tudi videli, naprimer pri uporabi elektronskih knjig, v času, ko je bila knjižnica med marcem in majem zaprta, je zelo porasla. To se pravi, če je bilo v preteklih mesecih, ko je knjižnica bila odprta 200-300 izposoje elektronskih knjig, so te v času zaprtja narasle na 2000 in tudi več. Tako da so v tem času ljudje tudi pridno brali, so posegli po elektronskih knjigah. Vendar, ko se je knjižnica ponovno odprla, se je videl padec, tako da ljudje resnično še vedno imajo najraje fizično knjigo, ki jo primejo v roke in listajo po njej. Tako. Poleg knjižnice, ki je zdaj torej odprta v tem času, pa je zaprta kavarna pri Mišku knjižku, seveda, ne? Tako, žal v soboto pa je zaprla vrata naša kavarnica, tako da dobre kavice zaenkrat ni možno v tem čudovitem okolju. Tako, v čudovitem okolju. Lepi dnevi so še, žal. Upajmo tudi, da bo to kmalu spet odprto. Se pravi, tistega vrveža v Srednji celjski knjižnici zaenkrat ni, ampak je pa vrvež torej lahko preko spleta, lahko tudi pokličejo kdorkoli, če ga karkoli zanima, kakorkoli recimo ima težavo priti do knjige. Zelo ste ustrežljivi oziroma fleksibilni. Zelo smo fleksibilni, tako, nudimo različne za vse. Jaz mislim, da skušamo pristopiti res k vsakemu človeku, tudi tisti, ki niso vešči, recimo informacijske uporabe računalnikov, tudi tisti, ki nimajo pametnih telefonov, imajo zagotovo navadni telefon, lahko nas pokličejo. Morda bi povedali telefonsko številko, če lahko. Seveda. 03 426 1760. Vedno se vam bo oglasila ena knjižničarka, lahko zaupajo, kaj želijo, kaj potrebujejo in jaz mislim, da bomo uspeli rešiti. Dobro je, glede na vse te podatke, Polonca, ki si jih zdaj povedala, da ljudje v teh časih nismo pozabili na branje. Še več, v bistvu smo kar razmislili, zdaj pa je prišel tisti čas, da preberem tisto knjigo, ki jo že tako dolgo želim. Nismo padli v neko drugo stanje, ampak dejansko si želimo še bolj brati, verjetno. Tako je, mi, ko smo pogledali naše statistične podatke, smo zdaj v mesecu septembru, lahko rečem, skoraj na isti številki, kot smo bili v
preteklih letih. S čisto drugačnim poslovanjem dejansko. S čisto drugačnim, to se pravi vsemi temi omejitvami, kjer ljudje že sami po sebi težko nosijo te maske, pa kljub temu, tako da res nismo pozabili, niso pozabili na branje. Zdaj pa prihajajo že daljši dnevi, če lahko rečem, tema zelo zgodaj, tako da jaz mislim, da je primeren čas za branje. Zdaj še toliko bolj. Tako. Prej ste omenili tudi te decembrske pripravljate, z branjem do zvest, knjižničarke pripravljate gradivo, to je še vedno ta izjemen projekt, ki je marsikoga spodbudil k branju. Tako, letos je zdaj 9. leto. Bo zaključek, torej 3. decembra. Še vedno so seznami na voljo, ker je pač potrebno nekako prebrati 5 knjig. Gre pa za gradivo, ki je seveda priporočeno strani knjižničarjev, tako da gre za preverjeno, kakovostno branje. In ljudje so sprejeli ta svoj projekt, kajti vsako leto jih imamo več. In mislim, da tudi ta kriza ne bo skratka nam zmanjšala števila recimo tistih, ki so sodelovali. Mi še bomo spodbujali še vnaprej, tako da pač oddajo in če bo potrebno, bomo tudi prestavili kakšne stvari v naslednje leto in to je to. Tako, super. Sva še Polonca kaj pozabili, zdaj se mi zdi, da je še toliko pomembneje ljudi spomniti, da knjižnica je odprta, da ne jo obiščejo, da niste zaprti, knjige niso za 4 stenami in nedostopne, več načinov je torej. Dajva še enkrat poudariti, kako torej lahko pridemo po knjigo ali pa mogoče preko spleta, kako si jo zagotovimo, da jo imamo doma. Seveda zaželeno je recimo za tiste, ki imajo kakšne dvome, recimo uditi v knjižnico, da si gradivo preprosto naročijo iz aplikacije Moja knjižnica, lahko tudi po elektronski pošti, nas tudi pokličejo in bomo jim direktno svetovali, kako. Gradivo jih bo počakalo pri izposojnem pultu, pridejo in ga dvignejo. Vrača se gradivo še vedno v knjigomat pri vhodu, kajti gradivo, ko vrnejo, gre v karanteno za 72 ur, to je že od vsega začetka, najprej je bilo 1 teden, potem pa seveda, ko se je že vedelo, da to ni potrebno toliko časa, imamo 72 ur, tako da potem, ko si te knjige, ko jih ponovno vložimo na police, so seveda, lahko rečemo, razkužene, tako da dobijo v roke varne knjige. Tako da lahko pa pridejo v knjižnico in si sami izberejo med policami, dokler pač tak sistem še poteka. Drugače pa na vaši spletni strani vas lahko tudi spremljajo poleg telefonske številke, ki bi jo Polonca mogoče zdaj še enkrat ponovila, pa povabilo velja tudi na vašo spletno stran, kjer pa ažurno obveščate o vseh, tako o ukrepih, o delovanju, o sami organizaciji. Tako, na spletni strani so vse ažurne informacije, torej www.knjižnica-celje.si in pa tudi Facebook profil je tisti, kjer pravzaprav imamo zelo, zelo veliko obiskovalcev in tam sprotno tudi obveščamo, ter pa, kot sem omenila, telefonska številka, če bi jo še enkrat ponovila, 03 426 1760. Tako, super. Polonca Bajc-Napret, hvala lepa za obisk v našem studiu. Zdaj lahko ga tudi mi vrnemo, absolutno, ampak seveda ob spoštovanju vseh ukrepov. Upam, da boste vsi dobro, vsi knjižničarke in knjižničarji, torej v Srednji knjižnici Celje, kot si omenila, zaenkrat pri vas okužb še ni bilo. Tudi ko bodo, verjamem, da boste dobro in hitro ukrepali, seveda se zdaj imamo že vsi skupaj kar nekaj prakse o vsem tem. Predvsem pa velja poudariti, da naj se ljudje ne bojijo, če upoštevajo vse ukrepe, tako kot jih tudi vi, lahko pridejo k vam na obisk po kakšno dobro knjigo. Tako, hvala vam tudi za vaše želje. Seveda našim obiskovalcem, bralcem želim predvsem zdravje, da ostanejo čili in vedri, ter da nas obiščejo. Hvala lepa, Polonca. Hvala. Tukaj smo. Dobro, boljše, vse najboljše. City Center Celje. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah.
V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Posredujemo pri prodaji vaše nepremičnine in ponujamo možnost odkupa. Sestavimo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujemo in še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Tako, spoštovane naše gledalke, gledalci, mi pa na upravno enoto Celje. Tudi tokrat je z nami načelnik upravne enote Celje, Damjan Vrečko. Na nekaj vaših najpogosteje zastavljenih vprašanj odgovarja tudi tokrat, pa mu prisluhnimo. Kakšni so pogoji za pridobitev slovenskega državljanstva? Zanimajo me samo pogoji in kdo o tem odloča ter izda ustrezno odločbo. Posameznik lahko slovensko državljanstvo pridobi ob rojstvu ali z naturalizacijo. V Sloveniji velja načelo krvne zveze, kar pomeni, da otrok pridobi državljanstvo ob rojstvu in prevzema državljanstvo po starših, ne glede na kraj rojstva. Novorojenci pridobijo državljanstvo Republike Slovenije, če je vsaj eden od staršev slovenski državljan. Posameznik pa lahko slovensko državljanstvo pridobi tudi z naturalizacijo. Če predpisano časovno obdobje dejansko in neprekinjeno živi v Republiki Sloveniji ali z izredno naturalizacijo, s katero omogočamo pridobitev slovenskega državljanstva pod lažjimi pogoji, kadar to lahko koristi tudi državi, predvsem v primerih, kadar za to obstajajo utemeljeni znanstveni, gospodarski, športni, kulturni, nacionalni in drugi razlogi. V Republiki Sloveniji veljajo 3 načini pridobitve državljanstva po rodu. Avtomatično, s priglasitvijo in posvojitvijo. Ob rojstvu otrok avtomatično, kot je bilo povedano, pridobi slovensko državljanstvo. Če sta ob njegovem rojstvu oče in mati državljana Republike Slovenije, če je ob njegovem rojstvu eden od staršev državljan Republike Slovenije, otrok pa je rojen v Republiki Sloveniji, če je ob njegovem rojstvu eden od staršev državljan Republike Slovenije, drugi pa je neznan ali je neznanega državljanstva ali je brez njega, otrok pa je rojen v tujini. Če otrok rojen v Sloveniji, evidentiranje državljanstva izvedemo po uradni dolžnosti, torej ni potrebno nikakršne vloge. Če je otrok rojen v tujini, evidentiranje državljanstva izvedemo po uradni dolžnosti samo v primeru, če je z državo otrokovega rojstva sklenjen dogovor o medsebojnem obveščanju o rojstvih državljanov druge države pogodbenice na njenem ozemlju. Če take konvencije ni, oziroma je država ne izvaja, državljanstvo otroka evidentiramo na zahtevo staršev. Rok za vložitev take zahteve ni določen. Če je otrok rojen v tujini in je ob tem samo eden od staršev državljan Republike Slovenije, drugi je pa tuji državljan, lahko pridobi državljanstvo Republike Slovenije le, če ga starši priglasijo v slovensko državljanstvo. Torej potrebna je priglasitev.
Starši morajo otroka priglasiti v slovensko državljanstvo do njegovega dopolnjenega 18. leta starosti. Če je posameznik že polnoleten in rojen v tujini, pa je bil ob tem samo eden od staršev državljan Republike Slovenije, drugi pa tuj državljan, in ga starši do dopolnjenega 18. leta niso priglasili v slovensko državljanstvo, lahko pridobi državljanstvo Republike Slovenije, če do izpolnjenega 36. leta poda izjavo, da se priglaša kot državljan Republike Slovenije. In kako je v primeru pridobitve državljanstva z naturalizacijo? Slovensko državljanstvo lahko posameznik pridobi torej tudi z naturalizacijo, pri čemer mora izpolnjevati pogoje dejanskega in neprekinjenega življenja v Republiki Sloveniji, določeno časovno obdobje, kot tudi druge zakonsko določene pogoje. Ti so najmanj 10 let, da živi v Sloveniji, od tega neprekinjeno zadnjih 5 let pred vložitvijo prošnje. Da je že najmanj 3 leta poročen s slovenskim državljancem in dejansko živi v Sloveniji neprekinjeno vsaj 1 leto pred vložitvijo prošnje. Če je izgubil slovensko državljanstvo na podlagi odpusta ali odreka in dejansko živi v Sloveniji neprekinjeno vsaj 6 mesecev pred vložitvijo prošnje. Če je slovenski izseljenec ali njegov potomec do 4. kolena v ravni vrsti in dejansko živi v Sloveniji vsaj 1 leto pred vložitvijo prošnje. Če je brez državljanstva in kot apatrid dejansko živi v Sloveniji neprekinjeno 5 let pred vložitvijo prošnje. Če ima priznan status begunca in dejansko živi v Sloveniji neprekinjeno 5 let pred vložitvijo prošnje. Če je v Sloveniji obiskoval in uspešno zaključil najmanj visokošolski študij in dejansko živi v Sloveniji najmanj 7 let, od tega neprekinjeno vsaj 1 leto pred vložitvijo prošnje. Če je rojen in dejansko živi v Republiki Sloveniji od rojstva dalje. Če je mladoleten, živi v Sloveniji in starša, ki sta pridobila državljanstvo Republike Slovenije, zanj vložita zahtevo za pridobitev slovenskega državljanstva. Obstaja pa tudi možnost tako imenovane izredne naturalizacije, s katero je omogočena pridobitev slovenskega državljanstva, če to prinaša državi koristi na določenem področju družbenega življenja, kot na primer znanstvenem, gospodarskem, kulturnem, nacionalnem, športnem ali drugih podobnih področjih. Za pridobitev veljajo lažji pogoji, saj mora posameznik dokazati, da v Sloveniji dejansko biva najmanj 1 leto in ima urejen status tujca. Torej, v tem primeru lahko ohrani dosedanje državljanstvo. Izjemoma lahko posameznik pridobi državljanstvo Republike Slovenije, tudi če ne izpolnjuje pogoje neprekinjenega 1-letnega bivanja v Sloveniji in nima urejenega statusa tujca, če se upošteva njegov izjemni prispevek k razvoju Republike Slovenije in povečanju mednarodnega ugleda oziroma prepoznavnosti Republike Slovenije. Razloge za tovrstno pridobitev slovenskega državljanstva na podlagi mnenja pristojnega resornega organa ugotovi Vlada Republike Slovenije. Slovenskim izseljencem oziroma potomcem do 2. kolena v ravni vrsti in pripadnikom avtohtone slovenske narodne skupnosti v zamejstvu, ki uveljavljajo korist države iz nacionalnih razlogov, ni potrebno izpolnjevati pogojev neprekinjenega prebivanja v Sloveniji,
zagotovljenih sredstev in poravnanih davčnih obveznosti, če niso zavezanci za plačilo davkov v Republiki Sloveniji. V postopku morajo izkazati večletno osebno aktivno vez z Republiko Slovenijo in vsaj 5-letno aktivno delovanje v slovenskih društvih v tujini ali drugih slovenskih, izseljenskih, zdomskih ali manjšinskih organizacijah, ali pa da so bili iz slovenskega državljanstva odpuščeni zaradi razumljivih razlogov in ponovno prosijo za sprejem v slovensko državljanstvo. Prošnji morajo priložiti priporočila organizacij, ki potrjujejo njihovo aktivno vez z Republiko Slovenijo in dokazila, s katerimi ustrezne organizacije potrjujejo vsaj 5-letno delovanje. Če je to mogoče, naj predložijo tudi v tujini izdane uradne listine, iz katerih je razvidna njihova opredelitev za slovensko narodnost. Kaj je to slovesna prisega v postopku za pridobitev državljanstva? S slovesno prisego se oseba izreče o spoštovanju svobodnega, demokratičnega ustavnega reda, ki je utemeljen v Ustavi Republike Slovenije. Besedilo prisege se glasi: Izrekam zvestobo moji novi domovini Republiki Sloveniji in se s prisego zavezujem, da bom spoštoval svobodni, demokratični ustavni red Republike Slovenije, vrednote in načela svobode in demokracije in da bom kot državljan Republike Slovenije izpolnjeval svoje dolžnosti in obveznosti. Prisegam, da ne bom deloval ali podpiral delovanja proti svobodnemu in demokratičnemu ustavnemu redu ali obstoju Republike Slovenije in da protipravno ne bom ogrožal organov Republike Slovenije ali predstavnikov teh organov. Prisegam, da ne bom podpiral delovanja zoper interese Republike Slovenije z uporabo nasilja ali pripravljalnih dejanj k uporabi nasilja. To je torej vsebina oziroma besedilo slovesne prisege. Po ustnem izreku vsebine slovesne prisege, ki praviloma poteka v prisotnosti načelnika upravne enote oziroma druge ustrezno pooblaščene uradne osebe, nastopijo pogoji za vročitev odločbe o državljanstvu. Oziroma povedano drugače, ustni izrek vsebine slovesne prisege je predpogoj za vročitev odločbe o državljanstvu. Ali lahko kadarkoli in večkrat spremenim svoje osebno ime ali priimek? Kolikšna je cena za ta postopek in kako hitro se izvede? Svoje osebno ime lahko spremenite večkrat. Vkolikor gre za prvo spremembo osebnega imena, znaša upravna taksa 54,90 evra. Ob vsaki naslednji spremembi osebnega imena, izdani na zahtevo taksnega zavezanca, je višina upravne takse 105,30 evra. V zadevi je odločeno v roku najkasneje 30 dni od dneva popolnosti vloge. Toliko v naši današnji tedenski izdaji. Pazite nase v imenu celotne ekipe televizije Celje in naše tedenske izdaje, pa vam seveda želimo čim več zdravja in vsi skupaj tudi z željo potem, da se življenje čim prej vrne v tiste ustaljene tirnice. Lepo se imejte in do prihodnje srede. Lep pozdrav!